Torej, spoštovani kandidatke in kandidati, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na soočenju časopisne hiše Večer in BKTV pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 24. aprila. Torej, dobrodošli na celjskem soočenju v osrednji celjski knjižnici. Današnji dogodek, vesel sem, da smo vseeno kompletni, da ste tudi vsi uspeli najti parkirišče, vendarle smo v Celju, ko je v centru kar gneča, da se bomo lahko pogovorili in seveda soočili vaša mnenja pred volitvami. Verjamem, da si ljudje želijo tudi takih soočenj. Torej, moje mnenje je, da so soočenja namenjena temu, da tudi debatirate med seboj, da dejansko potem ljudje tudi vidijo, kakšna so vaša stališča oziroma da opazijo razlike med vami. Celjska volilna enota seveda obsega 11 volilnih okrajev in 6 današnjih kandidatov oziroma kandidatk prihaja iz obeh volilnih okrajev Celja, 2 kandidatki pa iz drugih. Imamo dobro uro časa, maksimalno uro in pol, zastavil bom seveda različna vprašanja. Moja želja pa je, kot rečeno, da sprožimo debato in da se vključite z replikami, da se mnenja tudi seveda pač krešajo. Najprej kratka predstavitev, bom začel kar tukaj o meni. Jelka Godec, SDS, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer fizika in tehnika, učila na šolah, celo v Prlekiji, pa vodila Ljudsko univerzo Šentjur. Leta 2014 je bila izvoljena za poslanko, nato 2018 ponovno, a leta 2020 imenovana za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade. In je tudi podpredsednica SDS. Lep pozdrav. In za vas enako vprašanje kot za vse, na kratko, na začetku, zakaj kandidirate v enem stavku in zakaj prav SDS? Zakaj kandidiram? Zato, ker smo po nekaj sušnih letih, pa bom rekla od 2014 do 2020, ko sem bila v opoziciji, nenehno poslušali, da se ne da izvesti določenih investicij, da se ne da narediti popolnoma nič na recimo gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in tako naprej. Od leta 2020, ko je ta tretja Janševa vlada, pa dokazujemo, da se v bistvu da marsikaj narediti, predvsem na razvoju lokalnega področja, na razvoju gospodarstva in tako naprej, no, ker bomo verjetno v tem kaj in tako, seveda, in začnimo s tem nadaljevati, kaj več pa potem nadaljevati. Seveda. Drugi kandidat LMŠ, to je gospod Oton Račečič, še en pedagog, profesor športne vzgoje, dolga leta ravnatelj z bogatimi izkušnjami, tudi v bližnjem Preboldu, 13 let pa predsednik Združenja ravnateljev Slovenije. Torej tudi za vas vprašanje, zakaj? Ja, LMŠ je kot stranka demokratična, liberalna stranka in seveda si želimo to pot nadaljevati. Že prvi slogan, ki je bil človek, skupnost, država, kar pomeni, da poskušamo delati v dobro in ljudi in skupnosti kot take in na državnem nivoju in v to smer gledamo naprej. Gospa Janja Sluga, tretja kandidatka, diplomantka poslovne administracije, pred odhodom v politiko zaposlena v SLG Celje, nato pa izvoljena v parlament v stranki SMC. Torej, zakaj kandidatura? Pri vas se nekako dolgo ni vedelo, SMC pa nepovezani Zorčič, naposled pa Gibanje Svoboda. Zakaj Gibanje Svoboda in zakaj kandidirate ponovno? Mogoče javnost dolgo ni vedela. Jaz sem sama pri sebi seveda iskala alternativo, s katero se bom lahko 100% poistovetila. In Gibanje Svoboda je nekaj takega, kjer delimo skupne vrednote, kjer si želimo boljšo državo, predvsem pa sama kandidiram zato, ker si želim nadaljevati sodelovanje z lokalno skupnostjo, s civilno družbo, z ljudmi na terenu in pomagati še naprej in seveda zaključiti nekatere projekte, ki sem jih v teh 2 mandatih začela. Gospod Simon Maljevac, rojen v Postojni, niste Celjan, sicer pa aktivist, predsednik Legebitre, dolgoletni in od leta 2018 tudi generalni sekretar stranke Levica. To so običajno velike živine ali pa veliki garači, vedo povedati vaši kolegi, generalni sekretarji strank. Tudi mene zanima, zakaj kandidirate ravno v Celju kot generalni sekretar. Celje je prej imelo poslanca iz Levice, s katerim pa ste se razšli. Torej, zakaj Celje? Ste preračunljivi, da računate tukaj na uspeh? Ne. Prvo, Celje zagotovo tudi poznam. Druga stvar, o tem smo se pogovarjali v stranki tako z lokalnim odborom, kot tudi s centralno stranke in smo se odločili za to, lahko pa garantiram na tem mestu, da
če bom slučajno izvoljen, me boste v Celju zelo pogostokrat videli, verjetno večkrat kot kakšnega drugega poslanca, ki je bil že izvoljen. No, naše kolegice pridno poslušajo novinarke Večera in vas bodo držali za besedo, če vam bo uspelo. Naslednja kandidatka je Mojca Erjavec, Nova Slovenija, profesorica angleščine in nemščine, to je končala v Sloveniji, ter magistra evropskih študij, ta del študija pokončala v Belgiji, 14 let izkušenj iz evropske administracije iz Bruslja, zdaj pa vodja kabineta ministra za socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja. Torej, tudi za vas vprašanje, zakaj in zakaj ste se prišli predstaviti tudi v Celju? V Celju ni kakšnega dobrega NSI-jevega kandidata, če malce izzivam tako kot gospoda iz Levice. Gotovo, da so. Lep pozdrav vsem. Jaz sem zelo vesela, da se lahko predstavim tukaj na vsezadnje v kraj Ravne na Koroškem, tudi del celjske volilne enote in lahko s tem samo še dosežem sama več ljudi, stranka pa pokaže, da ima bazen dobrih kadrov. Jaz sem, kot ste slišali, vodja kabineta ministra Ciglerja Kralja, že zadnji 2 leti, imam pa tudi izkušnje iz evropske administracije. To je tudi razlog, da sem se ponovno podala v kandidaturo, sem že kandidirala leta 2014. V teh 2 letih smo namreč dokazali, da lahko premikamo mejnike, da lahko zaženemo projekte, ki so prej dolga leta ležali v predalih. Naj naštejem samo dolgotrajno oskrbo, potem investicije v domove starejših in tako dalje. Kasneje, verjetno bo priložnost, zdaj je bilo vprašanje, zakaj. Torej, gremo naprej, dobrodošli seveda tudi vi. Naslednji kandidat pa prihaja iz Celja, torej Luka Goršek, socialni demokrati, letnik 93, ekonomist, zaposlen na Ministrstvu za pravosodje. Pozanimal sem se, kaj delate na ministrstvu, so rekli, da upravljate dela administratorja. Sicer pa predsednik mladega foruma SD, torej strankinega podmladka. Torej, zakaj tako mlad človek takoj direktno v politiko, tu vidite očitno največje izzive, oziroma zakaj? Zato, da bomo poskušali nekaj drugače narediti. Smo tudi ravno zaradi slednjega veliko naših mladih članov dali na listo za kandidature in moram reči, da ravno zato smo jih dali, ker si upamo biti tudi kritični do lastne stranke. In to kaže na to, da si res želimo neke drugačne politike, neke drugačne prihodnosti in tudi se zavedamo neke mladinske problematike veliko bolje kot nekateri starejši kolegi, ki so že mogoče par mandatov v državnem zboru. Jaz sicer verjamem, da nam bo uspel nekaj mladih spraviti noter, hočemo pa tudi mladim pokazati, da tudi če v primeru, da ne uspe, se morajo boriti za svoje mesto, da imajo svoje zastopanje v državnem zboru in tako drugi. Bo še kasneje priložnost. Naslednja kandidatka, zelo sem vesel, da imamo v bistvu mešano spolno strukturo, da imamo 4 kandidatke in 4 kandidate, kar je super. Torej, pozdravljam naslednjo Polona Rifl, Povežimo Slovenijo, magistrica politologije in komunikologije, nekdanja direktorica te lepe inštitucije, v kateri smo danes, torej v Srednje knjižnice v Celju, zdaj pa državna sekretarka. Na papirju sicer piše, da ste v kabinetu predsednika vlade, torej bi morali biti nekako sosedi, dejansko ste pa na Ministrstvu za gospodarstvo. Zanima me, kaj vas je iz tako pomembne inštitucije, recimo, v kateri smo zdaj, gnalo v politiko in zakaj kandidirate? Ja, najprej dobro večer vsem. Zato sem se odločila izključno na povabilo našega župana Bojana Šrota. Pogovarjali so se z koalicijo Povežimo Slovenijo, da se vzpostavi neka širša koalicija, ki ne bi delila na levo in na desno, ampak da bi bila tista povezovalna stranka znotraj slovenske politične scene. In še eno je pomembno dejstvo, ne samo, da sem bila v knjižnici, v kulturi, delujem tudi v športu, delala sem na mednarodni politični sceni, za Evropsko komisijo, na postkonfliktnih področjih kot opazovalka volitev in celo življenje sem že vpeta v politiko in neprestano sem se pri svojem delu srečevala zopet na to ločevanje na leve in na desne, nikoli nisem pripadala ne enim in ne drugim in zato sem bila vedno nekje vmes in zato sem rekla, da je na potem povabilo mogoče pa končno čas, da stopim tudi med tiste odločevalce. Hvala. In pa še naš zadnji kandidat, prvi je bil tukaj danes od kandidatov, pa je v bistvu drugi najstarejši poslanec aktualnega sklica državnega zbora, gospod Vojko Starović, SAP, pravnik in magister poslovnih ved, sicer pa nekoč direktor Aerodroma Portoroške in hotelske družbe Metropol Group, tudi inštruktor in predavatelj letenja, tudi knjige piše. Gospod Starović, kaj pa vas žene, da ponovno, kljub temu, da bi verjetno že lahko bili v zasluženem pokoju, ponovno kandidirate? In tudi vi niste Celjan. Kako to, da se tako dobro počutite v tem okolju, da želite
glasove voljivcev. Prvo, lep pozdrav vsem. Drugič, ko me boste poslušali, boste videli, da sem Celjan. Tu sem odraščal in Ampak kasneje živite pa v me je pač Portorožu. karijera vodila drugam. Da povem, v politiko sem se podal zaradi tega, ko so me tudi poprašali in poprašali so me iz SAB in ta stranka ima dejansko najbolj skladno politiko tudi z našo ustavo. Socialno-liberalno smer ima in gre v to smer. In jaz verjamem, da lahko veliko prispevam, predvsem glede področja gospodarstva in financ in organizacije, ker celo življenje sem bil direktor in se na to razumem in včasih vidim, da je dejansko imamo zelo neracionalno organizirane zadeve in nam na ta način denar odsteka. Hvala lepa za te uvodne besede, tudi vam in vsem skupaj. Zdaj bi pa kar začel z bolj vsebinskim prvim krogom in sicer bo to področje šolstva in epidemije. V času epidemije koronavirusa so bili med največjimi žrtvami epidemije otroci in šolajoča se mladina. Šole so zaprla svoja vrata, na to smo videli šolo nadaljavo, ki seveda nikoli ne more nadomestiti tega pristnega procesa. Trpeli so vsi, učenci, učitelji, starši. Epidemija je zelo nepredvidljiva stvar, pa vendar kako ocenjujete upravljanje šolskim sistemom v času epidemije? Ogromno je bilo kritik, pa spreminjajočih se predpisov. Nihče ni vedel, kdo pije, kdo plača. Gospod Račečič, pa bom z vami začel, ker ste ravno iz tega področja. S kakšno oceno bi vi ocenili upravljanje te vlade z epidemijo v času koronavirusa oziroma z šolskim sistemom v času korone? Pa prosim, če ste na kratki. Vsi ukrepi, ne morem reči, da so bili slabi, so bili pa tudi taki, ki morda niso bili primerni za šolstvo. Šolstvo se je, bom rekel, zelo aktivno odzivalo na vse te ukrepe, posebej v tistem prvem delu, ko je bil strah večji. Pravzaprav še nismo vedeli, kako na otroke vpliva in takrat smo se seveda vsi strogo držali teh ukrepov. Šele kasneje se je pač začelo razmišljati o tem, da vse to, kar smo počeli, niti ne je bilo potrebno. In dejansko ugotovili, da zapiranje šol ne bi bilo potrebno, ker pri populaciji otrok enostavno epidemija ni tako močno zarezala, kot je pri populaciji starejših. Pa vendar posledice so zelo hude pri otrocih. Sedaj prihaja ogromno psihičnih stisk. Lahko strnete, s kakšno oceno bi dali tej vladi to upravljanje šolskim sistemom od 1 do 5? No, stiske vsekakor so, zato ker so otroci bili navajeni nekega sistema, ki je potem se nasilno prekinil in je potem po nekem daljšem obdobju se zopet začel. Mi ugotavljamo predvsem upad nekaterih, bomo rekel, čustvenih segmentov pri otrocih. Ko so prišli nazaj, so se enostavno navadili na družinsko okolje in so potem spet slabo funkcionirali kot družbena celica oziroma v razredih in šolah. Kar pomeni, da s tem, ko smo zopet upeljali sistem nazaj in smo vzpostavili normalno delovanje šol, seveda se je začelo potem tudi normalno delovanje v izobraževanje v času druge epidemije, drugega vala. Gospod Račečič, vas bom prekinil, da damo možnost še drugim. Kakšna je vaša ocena upravljanja z šolskim sistemom? Če moramo ocenjevati od 1 do 5, bi rekel 3. Hvala. Gospa Godec, vi ste prav tako pedagoginja. Kaj menite vi? O tem vprašanju. Aha, vprašanju samem. Stiske so bile zelo velike. Otroci so zelo trpeli, tudi starši. Pokazale so se nove socialne razlike v družinah. Nekateri so imeli računalnike, nekateri niso imeli računalnikov. Ogromno je bilo težav in ogromno kritik tudi na ministrico vlade, v kateri imate vi tudi posebno pomembno mesto. Covid epidemija je bila nekaj novega, nekaj, kar smo se spopadali, kar prej nismo poznali in je bilo treba seveda odreagirati tako, da noben segment družbe ni bil, bom rekla, preveč obremenjen in da je bil tudi hkrati zaščiten.
Tu seveda je prišlo tudi do tega, da je bilo potrebno šole zapreti, zaradi tega, ker je stroka ocenila, da so otroci tisti, ki žal prenašajo virus na starejše in takrat je bilo tudi problem domov za starejše in tako naprej. Tako da je bil odgovor pač takšen, da je potrebno šole za nekaj časa, bom rekla, nadaljavo, ne zapreti, jaz se ne strinjam s tem, šole niso bile zaprte, pouk je potekal nadaljavo. Torej, učni proces je potekal in ko so prišli nazaj v šolo, jaz moram reči, da v šolah se tudi vzgaja, ne samo izobražuje in da učitelji sami po nekaterih šolah oziroma večini šol so se zelo lepo znašli, zadeve urejali, verjamem, bile so stiske, ni bilo lahko sprejeti ukrepov takšnih zapretih. Moja ocena je, da glede na to, da pač je stroka povedala, kdaj je treba šole zapreti, kdaj maske, kdaj ne, da so bili ukrepi, bom rekla 4+, lahko bi bili malo mogoče boljši, ampak v nekem trenutku pač je vlada sprejela odločitve, ker tudi vlada na koncu odgovarja. Zakaj so bili ukrepi pa enkrat takšni, drugič drugačni, se pa vprašajte glede na to, da je Ustavno sodišče presodilo, da mora vlada na 7 dni v bistvu pregledati ukrepe in jih popravljati, če je temu potrebno. Gremo naprej. Predvidevam, Janja Sluga, tudi kakšno kritično misel. Absolutno. Jaz ocenjujem, da je bilo ravnanje te vlade v zvezi z epidemijo nasplošno neustrezno. Toliko bolj neustrezno je bilo ravnanje po šolah. Zakaj? Zato, ker je vlada ves čas obljubljala, da so šole tiste zadnje, ki se bodo zaprle in prve, ki se bodo odprle. Pa vsi vemo, da temu ni bilo tako. Ni problematično to, da je nekaj časa potekal pouk nadaljavo. Problematično je, da se je potem to ves čas nadaljevalo. Problematično je, da vlada ni, tako kot je v resnici rekla Ustavno sodišče, na 7 dni evalvirala ukrepov, ni pa rekla, da jih mora na 7 dni spreminjati, da se razumemo. To je bistvena razlika. Kot sem rekla, nezadostno. In še eno stvar bi želela dodati. Izvolite, pa končajte. Problem je bil v tem, da ministrica, ki je odgovorna za to področje, v vladi tega področja v resnici ni zastopala in je bila tiho in se popolnoma podredila vsem ostalim. Gospod Maljevac. Ja, mislim, da je epidemija pokazala vso nesposobnost Ministrstva za izobraževanje. V Sloveniji smo imeli šole delno ali popolnoma zaprte najdlje v Evropi. To je po podatkih UNESCO. To je situacija. Jaz se vedno spomnim zgodbe ene moje prijateljice, mame samohranilke 2 otrok, ki je istočasno delala, ni mogla delati doma in je imela že težavo, kako izpeljati sam proces vsak dan. Otroci so rabili pomoč pri tehničnem pouku, ki je potekal preko Zooma in podobno. Tako da je prihajalo do zelo velikih težav, kar se tiče zaostanka v znanju in pa tudi manjka. Tako da še večja težava je pa zdaj. V bistvu ne rešujemo tega. Ministrstvo ni pripravilo nekega programa, kako to reševati. In to je tisto, kar rabimo. Zdaj je situacija taka, kot je. Zdaj moramo najti način, kako pomagati tistim otrokom, ki so ali spadali iz šolskega sistema ali imajo veliko manjko v zaostanku izobraževanja. Omenil sem že težave v psihičnem zdravju otrok. Gotovo tudi Ministrstvo za socialne zadeve čuti to stisko, ki sedaj prihaja. Pa vendarle tudi za vaše izhodiščno vprašanje, Mojca Erjavec, kako ocenjujete upravljanje šolskega sistema? Upravljanje oziroma ravnanje te vlade z epidemijo ocenjujem kot relativno uspešno. Ne nazadnje to dokazujejo tudi številne mednarodne analize. Šolstvo je poseben primer, moramo pa opozoriti, da šole niso bile zaprte samo pri nas. Rada bi povedala tudi to, da smo zelo hvaležni tistim staršem, ki so hkrati združevali šolanje nadaljavo in delo nadaljavo, kajti to je res bil velik izziv, in pa tudi učiteljem, ki so se relativno hitro prilagodili na nove zahteve. Naj pa povem, med epidemijo smo ohranili 300 000 delovnih mest. To pomeni, da smo nekaj delali prav. Sedaj se pogovarjamo o šolstvu, mogoče kasneje. Tako, sem pa navezala tudi na gospodarstvo. Kar se tiče stisk, res je, mi smo že med epidemijo sprostili dodatna evropska sredstva iz sklada REACT za to, da smo odobravali dodatne programe pomoči. Močno smo spodbujali tudi pomoč nadaljavo tam, kjer ni bilo možno svetovati v živo. Bi pa upozorila tudi na nekaj, sami ste rekli, nekatere družine se niso bile sposobne odzvati v zvezi z tehničnimi sredstvi in tukaj je velik problem, ki ga naslavljamo tudi z digitalnimi boni. Vaša ocena je torej pozitivna, čeprav razumem. Ja, relativno uspešna. Gospod Goršek.
Jaz sicer ne morem verjeti, da je gospa Sluga sami sebi delno dala nezadostno oceno, ker je to bil njen resor, v bistvu pa tudi mislim, da je 1 leto podpirala ves ta fiasko. Ne. Se pa je izkazalo ravno to, da učitelji niso samo pač pedagogi, ne. Oni tudi zaznavajo določene duševne stiske mladih in tukaj se je pokazal ta manko. Ne. Marsikateri otrok je v bistvu doma bil pri pouku, ampak vsi vemo, da nekatere družine pač nimajo te sreče, da bi imeli normalne, mislim, da bi imeli starše, ki bi se ne posluževali alkohola ali pa mogoče celo nasilja v družini. In zato imamo danes tudi alarmantno stanje, kar se tiče duševnega zdravja, ampak na tej točki ne krivim vlade zaradi tega, ker enostavno to se dogaja po celem svetu zdaj, da so otroci tista kolateralna žrtev te epidemije. Je pa res, da bi mogle šole prej odpreti, ker se je dogajalo celo, da so cerkve bile odprte, k maši si lahko šel normalno, nisi mogel iti pa k pouku. Vaša ocena odprtja šol je, oziroma upravljanja? Ne bi rad bil populist, ampak rečemo zadostno do dobro. No. Vse, ne glede na vse. Hvala. Gremo naprej. Gospa Rifel. Ja, jaz bi se strinjala s kolegico iz Nove Slovenije, kar se tiče same ocene upravljanja kot relativno uspešno. Dejstvo je, da je COVID bila nova stvar in da se je tudi vlada srečevala z odločanjem iz danes na jutri in takšnih situacij v preteklosti ni bilo. Bila sem sicer na enih zadnjih sejah vlade v COVID-u, ker jaz sem se na ministrstvo pridružila šele v mesecu oktobru, ko je zadeva šla že proti koncu in lahko vam povem, da je bilo čutiti že težko skladiti ukrepe znotraj strokovne skupine, kaj šele na to z vlado. Zavedam se, oziroma tudi po moji sami oceni, z nekateri ukrepi niso, oziroma bi lahko rekli, da niso bili zdravorazumski, ampak v takšni situaciji in odločanju tako na hitro, ko so se v bistvu odloki pisali na samih sejah vlade, ko je bilo treba ukrepati takoj, se je pač naredilo najboljš, kaj se v tistem času lahko relativno uspešno prav tako. Je od 1 do 5 je to? Ja. Koliko? Recimo 4+. Gospod Starović, izvolite. Glejte, meni se zdi, ne vidim, jaz sem tako videl zadevo in marsikdo drug še, da je vlada pravzaprav ta COVID izkoristila za uvajanje bolj avtoritativne države in ukrepe, ki temeljijo na avtoritativnih zadevah. Manj je bilo poslušanja stroke, ni se poskušali najti boljše rešitve. Enostavno zapreti, to je najlažje. Ampak gospod Račečič je pedagog, pa je dal oceno 3+. Glejte, A 3, pardon. jaz sem tudi pedagog, bivši predavatelj, učitelj in tak naprej. Letenja in še marsikaj drugega. Torej, vaša ocena je? Moja ocena, da dopustite, Negativna. da mi negativna. Glejte, mi smo s tem ukrepom, jaz sem bil zadnjič na gimnaziji Celje. Zdaj je COVID, ta nova različica je zelo razširjena, ampak je bilo lepo videti, da so otroci tam veseli in brez mask. Mi smo jih pa zaprli v najbolj občutljivem področju. Ljudje smo ultrasocialna bitja in brez svojega okolja ne moremo zrasti. No. Hvala. 3 replike so bile, prva gospa Godec, pa potem gospa Sluga in Mojca Erjavec. Jaz moram, v bistvu poslušam tu ljudi, ki niti niso sedeli na sejah vlade, niti ne vedo, kako so potekale usklajevanja z svetovalno skupino in tako naprej, razen gospe Janje Sluga, ki pa tudi ni sedela na sejah vlade in še enkrat poudarjam, da je vlada sprejemala, seveda vlada je tista, ki sprejme odloke. In jih je morala sprejeti na podlagi tistega, kar je rekla posvetovalna skupina na Ministrstvu za zdravje. Zdaj pa, jaz bi rada seveda slišala od kolegov, ki pravijo, ni se poslušala stroke, niso uvajali tega in onega, ni od njih, jaz sem pričakovala v času COVID epidemije, da bo vendarle Slovenija in celotna politika tudi v državnem zboru stopila skupaj in bo rekla, tole so ukrepi, tole bi bilo dobro, ampak od tega nismo slišali od opozicije nikoli predlogov, samo kritike. Samo tole še, ko smo dali maske v šole, je bila pobuda, vemo plakate SD-ja, šole brez mask. Potem takoj za tistim je prišlo seveda šole brez mask, ne, je bilo takoj strani nazaj, dajmo maske. Torej, jaz bi rekla takole, no, da pač še enkrat, je bilo težko, posledice so danes, ampak tako kot ste dejali na začetku, otroci danes čutijo pa tudi drugačne posledice glede COVID-a. Drži in treba bo iti tudi naprej, sedaj bo treba pomagati. Ampak tudi mislim, da gospa Sluga se ne bo tako strinjala z vami.
Tako je, hvala lepa. Mladi kolega bo seveda, če bo izvoljen, takoj izvedel, da poslanci nimamo svojih resorjev in da smo poslanci zakonodajna veja oblasti. Z epidemijo pa je upravljala izvršilna veja oblasti, torej vlada. In če lahko povem, iz mojih ust, iz mojega elektronskega naslova je na vlado romalo ničkoliko predlogov, ničkoliko pobud za drugačno upravljanje z epidemijo, ki niso bili upoštevani, tako kot niso bili upoštevani nobeni drugi predlogi. Ne koalicijski, ne opozicijski in še manj, kar se tiče stroke. Torej, mi smo imeli sestanek s posvetovalno skupino, zastavili smo vprašanja, a na ta vprašanja nismo dobili drugega odgovora, kot to vlada se je tako odločila. Jaz bi poskusil usmeriti naprej. Zdaj situacija je takšna, kot je. Kako bomo zdaj pomagali tem otrokom, ki trpijo, tem staršem, ki niso mogli pomagati, tudi učiteljem, ki so bili v velikih stiskah. Torej, če samo sklenemo, mogoče ta krog Mojca Erjavec je še prijavila, pa gospod Starović, pa gospod Maljevac tudi. Lahko repliciram na oboje in na tisto, kar sem imela prvotno namen in na to, kar ste zdaj izvedli. Torej, epidemija je opozorila tudi na to, da moramo biti solidarni in nismo bili vedno priča solidarnosti iz vseh strani, kot bi si jo želeli. Kar pa se tiče pogleda naprej, jaz sem že rekla, med epidemijo smo sprostili evropska sredstva, tu smo imeli tudi spodbude Evropske komisije. Smo pa tudi za naprej odprli dodatne psihosocialne programe. Ravno zdaj je obveščanje o tem, da so bili že potrjeni in pa druga zadeva, digitalizacija. Torej z digitalnim voucherjem si bodo lahko dijaki kupili ali opremo ali znanje, torej veščine na področju digitalne izobrazbe. Prvo ugovarjam trditvi, da nismo bili solidarni, da nismo podprli. Koliko teh zadev je šlo skozi parlament, zakonov, PKP-ov, nešteto in smo dali nešteto amandmajev. Od vseh je bil samo eden sprejet, znotraj so bili pa podtaknjenci. In pol pričakujejo, mi smo dali svoje, maksimalno tudi brez služb, brez unga, brez tretjega in ni šlo skozi. Naši amandmaji niso šlo skozi. To ni sodelovanje. Gospod Maljevac. Ja, ne vem, jaz, ko to poslušam, se kdaj vprašam, ali sploh živimo v isti Sloveniji. No? Ker mislim, moramo se zavedati, da so posledice za otroke zaradi epidemije in kako se je delalo in kaj je delalo Ministrstvo za izobraževanje velike. Ampak vseeno bi rad poudaril, da v Sloveniji imamo dobro javno šolstvo, imamo dobre učitelje in vem, da so delali najboljše, kar so lahko v dani situaciji. In kot sem povedal, zdaj moramo pripraviti program, Ministrstvo za izobraževanje mora pripraviti program, kako pomagati tem otrokom, ki imajo zaostanek izobraževanja. V bistvu vam, kako bi vi to rešili? Ministrstvo lahko pripravi program učne pomoči in podobnega, ga sofinancira in izvaja. Ni pa dovolj samo psihosocialna pomoč. Ne? Tu so še druge težave. Veliko otrok ima zaostanek glede učenja in tega, ki ga je potrebno nadoknaditi. Mogoče tu še en izziv. Rekli ste, da imamo dobro javno šolo in tako naprej. Kaj pa v primeru Prebold je bil zelo razvpit primer, ko ravnatelj enostavno ni verjel v virus in so bili otroci dejansko talci tega njegovega dvoma. Kaj v takem primeru storiti? Kazalo je, kot da imajo vsi kar zvezane roke. Kaj bi bil v takem primeru s takim ravnateljem naredili? Ja, mislim, tle definitivno treba poseči in ministrstvo mora jasno povedati, kakšne so smernice. Ampak zopet, to je Ampak mislite, da smernicami tu pridemo kam? Ali je treba direktno, tu je šlo za verjetno neposredno ogrožanje javnega zdravja, šolskega prostora. Mogoče bo gospod Račečič tukaj iz prve roke lahko povedal. Ja, ker ste ravni izvali, jaz sicer kolegov nočem pač tlačiti v neke črne luknje, ampak dejstvo je, da je to bil razpit primer, ampak ta primer pa kaže na neko drugo sistemsko napako. Vi ste celo rekli, da je to osnovna šola Butale nekje v tem primeru. Res je, izpadli smo kot osnovna šola Butale, kajti da ravnatelj, ki vodi šolo in naj bi bil strokovni in pedagoški vodja, poleg poslovnega vodenja, ne verjame oziroma dvomi v znanost in to na tako občutljivem področju, kot je zdravje, je seveda nesprejemljivo. In zato pravim, da gre za sistemsko napako, kako imamo mi v sistemu upeljan samo imenovanje ravnateljev, če hočete, in v sistem upeljevan samo delovanje šol.
Zdaj, če se mal navežem, kaj bi bilo v prihodnje. V prihodnje bomo morali mi opolnomočiti učitelje. Mi bomo morali delati na stroki, kajti stroka se je prvič znašla v takšni situaciji. Učitelji smo bili, ker sem tudi jaz zdaj učitelj še vedno, smo bili samouki, dejansko v celotni situaciji in smo sproti spoznavali dobre in slabe prakse tega sistema in zato pravim, iz tega bi morali zdaj potegniti to, kar pač imamo tudi mi v programu napisano, da je treba delati na kakovosti poučevanja in iz teh kritičnih situacij potegniti tiste najboljše in opolnomočiti učitelje, da se v podobnih situacijah znajdejo in potem tudi ne bomo prišli v takšno pogovarjanje, kako toliko otrok psihično trpi in tako naprej, ker se bomo enostavno lahko temu prilagodili. Mogoče bi tu kar z naslednjim izzivom šel povezanim. Potem, ko je epidemija izvenevala, ko so bili vsi starši in otroci seveda srečni, zadovoljni, da se je šola ponovno začela, pa smo bili letos, to pomlad, priča tudi stavki učiteljev. In me zanima konkretno vaše mnenje, ali je ta stavka letos, dobro je znano sicer, zakaj je ta stavka bila, zaradi najslabše plačanih delovnih mest v sistemu, ali je ta stavka po vašem mnenju bila upravičena? Po mojem mnenju je bila upravičena, glede na to, kaj se dogaja. Namreč sistem javnih uslužbencev je tako velik sistem, da ko začneš podirati na eni strani, je to domino efekt in se začne podirati celotna vertikala ali pa horizontala, kakor hočete. In zato ni bilo slučajno, da se je sindikat odzval, ko je zaznal te anomalije. Šolniki pa seveda glede na primerjave, ki so se delale o plačnih razredih, je povsem logično, da so se šolniki odzvali in ker vlada v tistem prvem trenutku ni hotela razgovorov se pogovarjati na konstruktivni ravni, je seveda pripeljalo to ljudi do tega, da so se odločili za stavko. No, bom kar direktno vprašal gospod Godec, kaj pa vi menite? Je ta stavka dejansko ni bila upravičena ali je bila upravičena, kot pravi gospod Račečič? Ali vidite tudi kakšne politične motive te stavke, kar je bilo večkrat namignjeno? Jaz bi se navezala na enotni plačni sistem v Sloveniji, ki pač velja sedaj zakon o enotnem plačnem sistemu, ki to že dolgo več ni. Anomalije, ki se kažejo v plačnem sistemu v javnem sektorju, se kažejo že od leta 10 naprej in marsikatere panoge so si plače dvigovale na različne načine z dodatki za delovno uspešnost in tako naprej in prihajalo do tudi anomalij v šolstvu že prej, ko so se plače recimo učiteljev dvignile nad plače ravnateljev, pa takrat ni bilo nobene stavke in nobenih pripomb, seveda zato, ker so bili tukaj samo direktorji. Sedaj pa pač zahteve so različnih panog po izstopu iz plačnega sistema, ker enostavno več, bom rekla, pravim, nimamo enotnega plačnega sistema in so se zadeve popolnoma razvrednotile in nimamo pravega sistema. Tako da, kar se pa tiče stavke, moram pa reči, da vemo, da je predstavnik sindikata, torej gospod Štrukelj, tudi politično aktiviran, mislim, je bil že na volitvah na strani Levice, tako da marsikdaj se tudi povezuje s tem in moram reči, da so tudi drugi sindikati talci tega sindikata. Gospod Maljevac, je bila ta stavka politično motivirana? Gremo kar okrog. Ne, seveda ne. Mislim, da je bila stavka in vsebina stavke zelo jasna. Mislim, da učitelje in tiste, ki delajo v vzgoji in izobraževanju, absolutno premalo cenimo. To so tisti ljudje, ki skrbijo za naše otroke in moramo zagotoviti, da bodo primerno plačeni. Torej, stavka je po vašem mnenju bila upravičena. Gospa Sluga? Stavka ne samo, da je bila upravičena, bila je tudi pričakovana. Če se samo spomnimo, kako so si na nekaterih delovnih mestih delili COVID dodatke, ker jih je vlada pač opredelila tako, da so to lahko počeli, kako je vlada se posamezno pogajala z določenimi skupinami in jih vzemala iz plačnega sistema in jim dajala prednost pred drugimi, je seveda to bilo popolnoma pričakovano in pričakovano je, da se bo ta kepa začela tudi še naprej valiti. Rešitev je seveda v tem, da se je treba usesti za mizo, da si je treba povedati, kam kakšna mesta sodijo. Seveda so se pojavile anomalije znotraj plačnega sistema, vendar se ga je treba lotiti celovito in posebno pozornost seveda na kader zdravstvene nege, na plačno skupino J in tako dalje. In šele takrat se bo našla potem rešitev skupna za vse.
Gremo naprej, gospa Rjavec. Ja, ste že dobro dali istočnico. Jaz sem za to, da se pogovarjamo in tudi naš minister se je pogovarjal s sindikati ter na koncu dvignil plače 35 000 zaposlenim iz socialnega varstva. Do tega pa je prišlo s pogajanji, s pogovorom in tako bi bilo verjetno bolje tudi v šolstvu. Gospod Goršek. Ja, jaz sem prepričan, da vsaka stavka, kjer ljudje izražajo neko svoje nezadovoljstvo, je upravičena. Tu zdaj govorite, ali je upravičena ali ni. Oni so očitno bili pač nezadovoljni, se pravi, ja, je upravičena. Smo pa že prej ugotovili, da ja, profesori oziroma učitelji niso samo pedagogi, so tudi tisti, ki vzgajajo otroke in zato si tudi zaslužijo višjo plačo. Gospa Rifel. Jaz na prvi pogled mislim, da niti ni bila ta stavka ravno upravičena, glede na to, da so učitelji vseeno bili deležni tudi COVID dodatkov, kljub temu, da so poučevali od doma in da je bilo dosti dobro poskrbljeno. Medtem ko dejstvo pa je, da so v vsaki panogi javnega sektorja nesorazmerja v teh plačah, kot je rekla gospa Jelka, enotni plačni sistem ne deluje in zdaj ne vem, če je zato treba iti na ulico, ker se da drugače pogovarjati, še posebej zato, ker tu ne gre za ves sektor, kar se tiče šolstva, ampak res samo za tistih nekaj, ki so pač v najnižje plačne razrede uvrščeni. Izvolite. Glejte, stavka je pač način boja za pravice delavcev. To je od vekomaj priznano in je legitimna oblika. Zdaj je bila upravičena ali ni upravičena, oni so presodili, da je in so se odločili za to potezo. Začetek tega je pa bil podiranje plačnega sistema že prej. Z dodatki, kot se omenja, tudi COVID dodatki so neki prvokategorni, drugokategorni. Ko začneš to deliti med ljudstvom v javnem sektorju, uporno stane in če eni izostanejo, pač grejo na stavko. Prvi se je k repliki gospod Račečič, pa potem lahko. Ja, repliciral bi samo na to, da so učitelji imeli više plače kot ravnatelji. To ne drži. Lahko imajo v nominalno višjo plačo, to je podobno kot pri zdravnikih, ki delajo na več koncih in potem dobijo plačo lahko višjo kot nek direktor. Podobno je tudi v šolskem sistemu. V osnovi pa to ne drži, da ima lahko učitelj višjo plačo kot ravnatelj. Bi pa še apliciral na eno zadevo tamle glede dodatkov, ko je bilo rečeno, da so tudi učitelji dobili ob delu na domu. Učitelji nismo dobili dodatkov, kadar smo bili na delu od doma. Enostavno takrat so ravnatelji razporejali tako, da nismo upravičeni zato, ker smo delali od doma in nismo bili v stikih z otroki. Potem kasneje, ko smo prišli v šole, takrat pa smo tudi učitelji bili deležni teh dodatkov. No, to je bilo kakor kje, glede na to, da v tem po zakonu odloča direktor oziroma ravnatelj. Bi pa rekla še to, nisem videla, da bi knjižničarji recimo stavkali, vemo, da sem bila tule direktorica, knjižnice so bile vse skozi odprte, vse skozi so upravljali normalno delo in suportirali šolo, pa niso dobili čisto nobenega dodatka, tako da toliko tem. No, ampak to ni sistem vzgoje in izobraževanja, knjižnica. Je pač to tako narejeno, da vsak direktor odloča in da ni sistemsko rešeno in tudi to je narobe, ne? In se potem odločili eni 60%, eni 5% in je bila cela zmeda. Izvolite. Ja, jaz bi sam tule, da ne bi zavajali, nikogar nismo izvzeli iz plačnega sistema. Tako da tu je bilo rečeno, da ker smo izvzeli nekoga iz plačnega sistema, je prišlo do rušitve, to ne drži. Zdravniki? Nismo jih vzeli iz plačnega sistema. Prosim, ne zavajati. Enotni plačni sistem, zakon še vedno velja takšen, kot je in nihče ni izvzet. Za isto stvar. Nihče ni izvzet. Zakon je še vedno velja in vsi so Kar se pa tiče dodatkov, jaz bi samo tole rekla. Dodatki so bili določeni z zakonom, vendar so imeli predstojniki možnost, da povedo, kdo dobi koliko procentov in tu se je pokazala slabost vodenja v javnem sektorju, ker so direktorju klicali bolnišnic, pa so rekli, veš kaj, mi bomo dali pa kar vsem enako, da bo mir. In to je ta slabost, ker se niso mogli direktorji oziroma predstojniki odločiti pa reči, ta je bil bolj obremenjen, govorim zdaj o zdravstvu, seveda se opravičujem, ker za šolstvo ne bom, ampak hočem povedati, zato ker so nam pošiljali te zahteve, pa tudi pravim, v tem smislu, in to je ta slabost v našem javnem sektorju, vodstvo, ki se ne zna odločiti. Ja, počasi bi ta šolski sistem končali. No, sej to, jaz se ne bi na šolski sistem oglasil, ampak bi se oglasil ravno na te dodatke. Ravno tu vidim pa slabost vlade, da je naredila na tak način to možnost dodeljevanja dodatkov, ki se je potem pokazala kot slaba oziroma se je izrodila v tem smislu, da je prišlo do tega, kar tudi vsi tukaj ugotavljamo, do velikih razlik pri izplačevanju teh dodatkov.
Ampak ravnatelji ste avtonomni in vi morate vedeti, kateri delavec je več zaslužen oziroma bil bolj obremenjen kot drugi. Če pa se vi kot direktor, ravnatelj to ne morete odločiti, potem pa niste dobro vodja. Ne gre za to. Gre za to, da imamo 600 ravnateljev, če vzamem še srednje šole in glasbene šole, in da če ni postavljen enoten sistem za vse ravnatelje in da se da ravnatelje možnost, da bodo eni delali tako, drugi drugače, potem seveda tudi ravnatelji niso imuni na določeni pritiske ali pa zahteve zaposlenih in zato so delali po Sloveniji tako in drugače. Gospa In v Sluga, tem je pa slabost vlade, potem da ni bilo zaključimo. enoten kriterij. Tako, ja, kolegica je Kriteriji sama so že povedala, bili da je vlada enotni. dejansko opazila to slabost v sistemu in če jo je opazila, bi pričakovali, da bi jo tudi popravila. V takem Ampak primeru ne bi si moreš ti želel predpisati. od prihodnje vlade, Tako katerakoli enkrat že bo bo, narejeno, je bilo konec. pozornost Zakon. največjo pozornost pa do učencev, a ne, ki so v tej dani epidemiji bili verjetno največje žrtve te zadeve. No, ko smo ravno pri upravljanju, kasneje pri naslednji tematiki bomo zaključili, ko smo ravno pri epidemiji, posebej za današnjo soočenje sem se pogovarjal tudi šefom sekcije gostinstva pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospodom Blažem Cvarom. Pa bi tu nekako prešel na drugo temo, a ne, malo gospodarstvo in epidemija. Malo gospodarstvo, to je hrbtenica slovenskega gospodarstva, to radi poudarjajo, na Obrtno-podjetniški zbornici zaposluje 350 tisoč ljudi in tako naprej. In tudi oni, mi je dejal gospod Cvar, so bili v končni fazi nezadovoljni z ukrepi z PKP-ji, z tako opevanimi, ki so sicer veliko dali, ali tudi pokazali na veliko anomalij. Pa mi je konkretno dejal, da smo pri nas naredili napako pri kriterijih upravičenosti do pomoči, ker niso znali ločiti ukrepe za tiste, ki so imeli prepoved ali omejitev dela, in smo pomagali kar vsem, ki so imeli upad prometa. To je ravno to, kar ste pri prejšnji temi opozarjali, da se je pomagalo kar vsem, ne pa specifično tistim, ki so največjo škodo utrpeli. Medtem pa je Avstrija denimo delila sorazmerno pomoč, me je opozoril, po razredih. Največji procent pomoči je dobil tisti, ki je imel prepoved, gostinstvo, frizerji, ne tako pavšalno. Skratka, zanima me, pa bomo zdaj na drugi strani začeli, pri gospodu Staroviću, kako pa vi vidite te PKP-je, pa ne bi šli preveč v širino. Vzemiva samo gostinstvo in turizem. Glejte, v gostinstvu in turizmu so bili prizadeti SP-ji, zelo. Sploh niso bili vključeni na začetku, to smo kasneje dejansko popravili v zakonodaji. In druga zadeva, bi rekel, v boljšem položaju, mnogo boljšem položaju so bile večji sistemi, ker manjši sistemi niso imeli dostop do tistih bančnih sredstev in do ostalih, ker enostavno niso imeli zgodovine, ker si nikoli prej niso sposojali denarja. Tako da ta pomoč dodatna s krediti za njih sploh ni prišla v poštev. In to je bilo, res so utrpeli dosti in razumem to nezadovoljstvo. Je bilo nedodelan, ampak moram povedati, da je vlada tudi naredila, da je tudi sprejela te pobude, da smo za te SP-je spremenili. Hvala. Mislim, da smo na Ministrstvu za gospodarstvo se tule kar dobro odzvali, kar se tiče malih podjetij in obrtnikov, glede na to, da imamo skozi podporo tudi obrtne zbornice in vsi ukrepi so bili z njimi skupaj usklajeni. Za gostinstvo in turizem je bilo namenjeno ogromno denarja in ogromno povračil, ne samo glede čakanja na delo in dela, ne vem, od doma tako niso delali, pač čakanja na delo in še posebej potem še s turističnimi boni. Tako da tukaj se je ta sektor kar zelo ohranil, so pa znajo biti problem kakšni manjši, ki niso, mislim, šlo pa je na upad prihodka, to ne bomo govorili, recimo Pizzicato v Celju je vse skozi dober delal, skozi so imeli dostavo hrane, niso dobili nič povračil, medtem ko tisti, ki so pač mogli zapreti in se niso recimo prilagodili razmeram, so pa dobili vsa nadomestila, tako da tukaj težko govorimo, da se nismo prav odzvali. Moramo vedeti tudi pri nas, da smo vseeno delali na ohranjenju delovnih mest in smo jih z ukrepi tudi ohranili. Recimo v Ameriki je bila situacija drugačna, oni so dali pomoč ljudem, seveda ljudje so denar potrošili, podjetja so propadla in sedaj imajo težave ravno nasprotne kot mi. No, gospod Cvar tukaj govori o sorazmernosti pomoči. Tistim, ki so utrpeli večjo škodo, naj se jim bolj pomaga, ne pa pavšalno, to je bila njihova pripomba. Gospod Goršek, kako pa vi vidite pomoč gostinstvu in turizmu? Jaz bi se tukaj malo obrnil tudi na delavce v gostinstvu in velik del teh delavcev so študenti. Študenti večinoma tisti, ki se rabijo preživljati ob študiju, z nekim delom so ravno v gostinstvu in največji izpad dela, študentskega dela je bil v gostinstvu.
Nadomestilo tega je bilo pa 300 evrov oziroma 150 evrov dvakrat. To niti ni 1 evro na dan. Študenti niso dobili niti 1 evro na dan. In to smo pozabili na to. Ne. Res je, pač turistični boni so bili dobra ideja, to smo pač tudi vedno priznali, ampak v gostinstvu pa enostavno smo pozabljali ravno na to, kar sem zdaj izpostavil, na najmlajše, ki so bili že tako ali tako prizadeti. Sparjavec. Ja, jaz sem že povedala, da smo ohranili 300 000 delovnih mest z ukrepi, ki jih je že naštela kolegica, med katere spadajo čakanje na delo, kjer smo nadomeščali izpad dohodka. Tu govorimo zdaj o ciljni pomoči, gostinstvu ciljno in pomoč turizmu. pa smo ponudili tudi SPM, ki so dobili univerzalni temeljni dohodek, tako da ni res, da nismo poskrbeli zanje. Bomo kasneje Poleg replike. tega smo financirali delo s skrajšanim delovnim časom, ki ga zdaj uvajamo tudi kot strukturni ukrep. Kaj to Poznamo, pomeni? te ukrepe poznamo. Plača se razlika Ampak do tukaj je polne bilo plače. In ti vprašanje- ukrepi so ohranili 300 000 delovnih mest, zato da je Slovenija zdaj uvrščena na drugo Tukaj je mesto vprašanje med državami pomoči EU po gostинstvu obvladovanju in epidemije. turizmu, gospod Maljevac. Kaj vi menite o tem? Potem smo Hvala. turizmu pomagali Gospod tudi Maljevac, s ciljnimi izvolite. krediti. Prosim, pustite, da dokončam. Malo prepozno ste prišli na gostinstvo in turizem. Preveč, Ker je treba prosil bi situacijo vas res za pogledati direktne celostno. odgovore. Tako, hvala lepa. Ja. Ja, jaz bi se malo obrnil vseeno na turistične bone. Jaz mislim, da je ideja v osnovi bila sicer dobra, ampak vseeno se moramo vprašati, kdo je lahko uporabil te turistične bone. Ne? Jaz mislim, da vse pogostokrat smo pri ukrepih, je vlada pri ukrepih, ki so se sprejemali, pozabila na tiste najbolj ranljivejše. Ne? Če je nekdo, ki je na minimalni plači ali pa prejema socialno pomoč, prejel ta bon, ga po mojem dejansko ni mogel uporabiti, ker je bilo vezano še na ostale stroške. Kaj pa vprašanje, ki ga ponavljam že ves čas, ali ne bi mogli gostinstvu in turizmu pomagati bolj ciljno, sorazmerno in ne vsem enako? To je moje izhodiščno vprašanje, pa vsi kot okoli vrele kaše hodite. Ja, seveda, sej določena mala podjetja in pa obrtniki so imeli tudi težavo s tem, da so se bali, kaj se bo zgodilo, ko so se prijavili za pomoč in so jo prijeli, a jo bodo mogli vračati. Ne? Tako da tudi tu so bila neka navodila oziroma jasnost majhna. Ampak točno to govorim, ne? O vseh ukrepih, ki jih je vlada sprejemala, bi mogli razmišljati solidarnostno in glede na situacijo, ko je. Torej, ampak to je bil, progresivno. če je bil ukrep za vse, potem je bil solidarnosten. Tukaj govorimo o tem, ali je bila dovolj ciljna pomoč. Gospa Sluga. Ne, jaz moram reči, da ni bila ciljno usmerjena dovolj, tako kot tudi sicer ostali vladni ukrepi v tem trenutku niso, naprimer energetski boni, in na to ves čas opozarjamo. Torej, treba je biti pošten pa povedati, da je vlada dejansko na male obrtnike in podjetnike v začetku pozabila, da je bil časovni razkorak med tem, kdaj so bili sprejeti ukrepi za večje sisteme in kdaj je potem vlada prinesla na mizo potem tudi rešitve za SP-je. Jaz bi opozorila tukaj, da gre za del gospodarstva, kjer je zelo velika prekarizacija, poleg študentskega dela, in na ta del se je pozabilo. Ohranila so se delovna mesta v veliki večini, ampak tisti, ki niso za nedoločen čas, tisti, ki so delali preko študentskih napotnic, tisti so ostali v tem sistemu brez vsega. In ravno to je problem. Trošilo se je zelo na veliko, delilo se je zelo na veliko, ampak ne tistim, ki dejansko to Gospod potrebujejo. Račičič. Dejstvo je, da se je zgodilo, kar se je zgodilo, za nazaj je težko gasiti. Smo pa v stranki LMŠ zagovarjali, seveda, da bi bilo treba bolj ciljno naravnati pomoč, ko se seveda dejstva ugotovijo. Smo za to, da se na nek ukrep naredi tudi splošen, če ugotavljamo, da bi lahko doprinesel k izboljšanju standarda sploh teh malih obrtnikov, gostincev. V tem primeru, ko je pa jasno, kako se je zadeva zgodila, pa smo mnenja, da bi lahko tudi ciljno pomagali. Pagodec. Jaz moram reči, da sprejelo se je PKP, 10 PKP-jev, 10. Ker če bi bili tako, bom rekla, ozkogledni, bi sprejeli enega, pa bi rekli samo za veliko gospodarstvo. In najprej se je seveda to ni pogledalo. vprašanje. Ja, zdaj. se bom prišla na to, ampak vi želite, da vam točno odgovorimo, morate pa gledati celotno sliko. Tako kot je rekla kolegica, koliko finančnih sredstev je bilo namenjenih za celotno gospodarstvo in da smo ohranjali delovna mesta in da imamo sedaj najnižjo brezposelnost v zgodovini Slovenije in med najvišjimi rastmi BDP-ja v Evropi. To tudi nekaj pove, kako je
država oziroma s PKP10 ciljno usmerjala in pomagala pač vsem celotnemu gospodarstvu. Vsi, tako kot je rekla kolegica, jaz se ne spomnim, da bi obrtna ali pa gospodarska zbornica nasprotovala katerikoli odločitvi, vedno so bila pogajanja in gospod Počivalšek je prišel. predstavnik obrtno-podjetniške zbornice. Potem jaz ne razumem, zakaj je ki ste takrat... ga večkrat gledali tudi po televiziji. Prej ste rekli, da bi morali dati vsem enako, zdaj pa govorite, da moramo dati pa ciljno. Zdaj se pa dajmo odločiti, ne? Mislim, da je bilo potrebno, jaz mislim, da je bilo potrebno in da je bilo pravilno razdeljeno, da so se pokrili vsi segmenti, ker če bi samo enim dali, ne bi bilo dobro. Tako da se je ohranjala, predvsem je to pomembno, da so se ohranjala delovna mesta. Imeli smo 3 prijavljene replike. Prvi je bil gospod Goršek, pa potem gospa Rifl, pa gospa Rjavec. Ja, v bistvu bom sam ponovil, kar je gospa Sluga že povedala. Ja, ohranjali se je delovna mesta, ampak ni se pa v bistvu poskrbeli za prekarne delavce. In to smo mladi, to smo seveda mladi. Bom pa spet pač jaz mal dreknil v osje gnezdo, ne. Od 10 PKP-ev, gospa Sluga, koliko ste jih podprli? Mene žal, da jaz moram to skozi poudarjati, ampak ne morem svoje kože, ne morem pač, res ne morem. Vidim, da vas, gospa Sluga, res moti. Zelo. Kdo ve zakaj. Ja, jaz bi se raje osredotočila na to, koliko amandmajev sem vložila sama na te PKP-je, ki pa niso bili sprejeti, niso bili upoštevani, razen tistega slavnega amandmaja o reševanju Slovenske tiskovne agencije, ki je bil z mojim podpisom pa vendarle sprejet. Zakaj ste vztrajali 1 leto potem v tej koaliciji, pač to mi, ne vem. Če ste zaznali, se je zelo trdo delalo na tem, da se me odstrani iz te vlade. Verjetno ne zato, ker sem podpirala, ampak verjetno zato, ker sem bila moteča. Moteča pa sem bila ravno zato, ker sem tako našega predsednika, ministra za gospodarstvo, kot tudi vse ostale člane vlade, ves čas opozarjala, kaj vse narobe počnejo in se borila za to, da tega ne bi počeli, da bi usmerili ladjo nazaj, kamor spada. In ko sem poskušala 1000-krat in 1001, sem ugotovila, da ne bo šlo. In takrat sem odnehala. Ampak moja dobra lastnost je, da sem zelo vztrajna in večkrat poskusim tudi, ko drugi že obupajo. Gospa Rifl? Jaz bom šla nazaj na SP-je, ker je prej mogoče bil nesporazum. Ne bi rada, da se napačno razume moja izjava, ker sem rekla za manjše, da je mogoče bilo karkoli narobe. SP-ji so dobili univerzalni temeljni dohodek vsi. Ampak, če so, recimo, kdo je pa bil upravičen, odstotek prometa je moral pasti pod določeno mejo. In dej tisti, katerim se promet pač ni znižal, niso bili do tega upravičeni. In tu so imeli probleme tisti, ki mogoče kakšno storitev so izstavili brez računa in niso mogli prikazovati iz preteklosti toliko visok promet. Še gospa Rjavec, potem pa gremo na drugo temo. Jaz bi se odzvala na trditve glede prekarnih delavcev. Študenti so dobili 2-krat po 150 evrov, bili pa so vključeni tudi v dodatke za družine. Prosim, ne bodite tako omalovažujoči. Vključeni so bili v dodatke za družine, poleg tega so bili prejemniki solidarnostnih dodatkov tudi prejemniki denarne socialne pomoči, za katere je bilo dodatno poskrbljeno, in ostale ranljive skupine, vključno z invalidi, osebami s posebnimi potrebami in tako dalje. Bi pa povedala tudi to, da smo za tiste, ki so med korona krizo izgubili delo, zagotovili nadomestilo za brezposelnost, kar pomeni, danes vi do tega niste upravičeni, če niste delali nekakšno obdobje. Gospod Goršek, direktno ste bili zdaj spet izvani, mislim, da boste 300 evrov, še enkrat ni niti 1 evro na dan. Vsi študentje ne živijo od tega, da jim starši dajo denar. Jaz ne vem, nekdo, ki je politiki, bi to mogel razumeti. Ne govorim, da je bilo to dovolj, bila pa je pomoč, ki smo jo lahko zagotovili in smo jo zagotovili, kar je več, kot so dali katerekoli druge vlade prej študentom. Dobili so nakazano na račun. Hvala, končajmo za to tematiko zdaj. Bi pa pravzaprav nadaljeval, pa bi šli v tematiko mladih, če smo že pri tem. Pa bomo, gospod Goršek, kar z vami začeli. Podmladki so bili včasih nekoliko ali pa izrazito revolucionarni, podmladkih strank, progresivni, nekakšna opozicija strankarskim šefom, ki naj bi s nekimi potezami opozorili nas. Ampak danes se zdi, kot da so bolj odskočne deske za potem kasnejše politične kariere. Po čem bi vi, recimo, ko ste pač ravno šef Mladega foruma, na kak način boste pokazali, da ste mogoče tista udarna pest znotraj pač vaše politične stranke? Zato, ker občutek imam, da v Sloveniji, da vlogo te udarne pesti nekako prevzema bolj civilna družba,
ki organizira proteste, se upira, opozarja na nepravilnosti in tako izpade, kot da ste podmladki strank, pravzaprav pač zato, ker pač morate biti. Ne? Pa, oprostite, če ravno vas zdaj targetiram, tudi druge stranke imajo enako svoje podmladke. Torej, zdi se, da v Sloveniji civilna družba nekako prevzema vlogo podmladkov in progresive. Kaj vi menite kot šef podmladka neke stranke? Ja, v bistvu razlog za to je zaradi tega, ker se pač mladi umikajo od neke etablirane oznake. Mi načeloma, če bi naš mladi forum bil mladi forum in pa ne mladi forum SD, bi verjetno tudi veliko več mladih potegnili v svojo organizacijo. Ne. Čeprav smo dobili kar dosti članov v zadnjih 2 letih, ampak bi pa komentiral to izjavo, da pač nismo več toliko udarni do lastnih strank. Mi smo večkrat bili v zadnjih 2 letih, pa ne samo v zadnjih 2 letih, zadnje 4 leta, velikokrat kritični do lastne stranke. En tak primer je bil celo, ko smo v Ilirski Bistrici na nadzorni odbor prijavili našega župana, ki se enostavno ni znal obnašati za svoja leta in so ga tudi potem iz stranke vrgli ven. In tudi vedno bomo pozorni na to, kaj naša stranka oziroma kaj vodstvo stranke dela. Jaz sem glih včeraj napisal eno objavo. Jaz svoje predsednice nikdar javno do zdaj nisem brezpogojno pohvalil. Dokler bom predsednik pač mladega foruma, bom zelo pazljiv, kaj bom govoril o vodstvu stranke. Ker vem, kaj je moj namen, kaj v bistvu, čemu jaz služim. In tudi pri nas v stranki dejansko spodbujajo, da smo kritični. Res pa je, da v zadnjih 2 letih nismo bili toliko javno kritični do stranke, ker smo se pogovarjali za 4 stenam, ker če ne, pač druge stranke ploskajo in obožujejo ta naš notranji boj, ki pa pač je znak demokratičnosti neke stranke. Ampak vseeno v širšem družbenem kontekstu, pa bi tu z gospodom Maljevcem nadaljeval. Aktualna vlada in civilno-družbena sfera, pravzaprav je to kar konstantna fronta v zadnjih 2 leti. Vi ste tu kar pomemben akter, vi ste tudi soustanovitelj inštituta 8. marec, ki je dosegel zmago na referendumu o vodah. Zadnja fronta je zdaj v bistvu, ko zbirate podpise v zvezi z zakonom proti škodljivim ukrepom oblasti. Kakšen razplet te zgodbe pravzaprav pričakujete? Ja, mogoče za začeti. Glede inštituta 8. marec. Z njim smo ga res ustanovila leta 2015 po referendumu o družinskem zakoniku, ampak v samem inštitutu zadnja 4 leta nisem aktiven. Kar pa ne pomeni, da ne podpiram aktivnosti, ki jih dela. Kot rečeno, sam dejansko prihajam iz civilne družbe, tako da vem, kako je biti tudi na tisti strani. V njej sem bil aktiven preko 15 let. In ravno v tistem času sem se pogostokrat srečal z aroganco tako oblasti, vseh oblasti, in pa tudi z aroganco strank. Ne? In to je bil tisti razlog. Ampak kako bi zdaj recimo odgovorili na očitek, da ste zdaj instrumentalizirani v tem boju proti vladi? Zato, ker ste proti praktično veliko čemu. Jaz osebno mislim. Ne, govorimo o tej civilni sferi, katere so ustanoviteljstve, ker ste vendarle močni. Ja, mislim, da to zelo veliko pove o družbenem stanju, v katerem živimo. Ne? V bistvu, in da ta oblast poskuša na vsak način skregati ljudstvo med sabo. Ne? In zaradi tega se je dejansko civilna družba angažirala in se poskuša angažirati, da skupaj z našo pomočjo naredi določene spremembe. Mislim, da to kaže duh časa, v katerem trenutno živimo. Gospa Godec, kaj pa vi menite o položaju, o tem napetem odnosu vlada-civilna sfera? Jaz bom rekla, kolega je rekel, da vlada na vsak način želi skregati ljudstvo. Ne? Poglejte si naslove NVO-jev, kakšne so objave. Ne, gremo na volitve proti SDS-u, gremo volt proti SDS-u, gremo proti trenutni oblasti. To je v bistvu tisti sovražni govor oziroma tisto, kar napeljuje na ta razdor. Kar se pa tiče civilne družbe, ne, in da je civilna družba tista in ne podmladki strank, ne, je pa za moje pojme civilna družba samo krinka za podmladke določenih strank, ker kolega je ravno kar povedal, da je bil ustanovitelj 8. marca, inštituta 8. marec, danes pa je v stranki Levica, je v stranki. Torej, to sem povedal jaz, ker je bil soustanovitelj in sedaj je rekel, da ni več aktiven. Ja, ampak je v stranki, bil je v podmladku, mislim, v NVO-ju in sedaj je v stranki. Ampak tudi vi ste mogoče bili v nogometnem klubu Šentjur, zdaj ste pa v stranki. Ne, nisem bila. Ne, ni isto. Vi govorite o NVO-jih, točno določenih, ne govorite o gasilskih društvih, pa o nogometnih društvih, je tako? Samo malo, no.
In v bistvu ne zdaj zavajati s tem zadevam, samo to hočem reči. Za mene, ja, vse sem povedala. NVO-ji so krinka tudi za to, jaz bom pa rekla, podmladki, kot so pa pri nas, recimo SD in pa ostalih strankah, pa se ne skrivajo. To je podmladek, ki se točno ve in tudi ti mladi seveda imajo željo postati politiki, poslanci, karkoli. Tukaj pa najprej preko civilnih družbe, pod krinko NVO-jev, postanejo pa potem aktivni politiki in v stranki, ponavljam, so v strankah. Dajmo kratko repliko, potem pa gremo krog. Ja, mislim, da moram odgovoriti na to. Prvič, jaz sem bil v civilni družbi aktiven davno prej, preden je bila Levica. Nisem nažalost več tako mlad. To je prvo. Je pa bila ravno izkušnja z Legibitro, ko sem delal na Legibitri in izkušnja z referendumom o družinskem zakoniku z Levico drugačna. In to je bil tisti razlog, zakaj sem se odločil za politični angažma. V redu, ampak zdaj gremo naprej. Mene zanima, gospod Račečič, vaše mnenje. Kako vidite vlogo civilne družbe danes v tej trenutni situaciji? Kot pozitivno ali negativno? Mislite, da pretirava, da bi morala iti, denimo, ustanoviti svojo stranko, kandidirati na volitvah, ali je vendarle civilna družba nekaj širšega? Civilna družba vsekakor ima svojo vlogo. To so pač neopredeljeni ljudje, ki jih je neka tema združila in so se potem na to odzvali. Vsej večinoma je tako. Moram pa reči, da če se zdaj obrnem nazaj na LMŠ, mi smo pravzaprav se pogovarjali z inštitutom 8. marec in smo sklenili dogovor, da pomagamo pri tem referendumu o vodah, kar pomeni, da se tudi politične stranke, ki so, bom rekel, pač etablirane politične stranke, lahko pogovarjajo z civilnimi družbami za nek skupni interes. Poleg tega, morda off the record, lahko povem, ravno danes ima soočenje na RTV Slovenija najmlajši poslanec trenutnega državnega zbora, ki je pri nas tudi predsednik podmladka, ki bo zastopal na mestu Marjana Šarca, recimo, interese LMŠ-ja, kar pomeni, da mladim dajemo izredno veliko pozornosti in najmlajše tudi prijavljamo na soočenja, tako da lahko povedo svoje. Moram reči pa tudi v programu imamo zapisane nekatere stvari, ki bi mladim morali dati nek zagon. Vsi se spomnimo projekta, recimo, ki so ga zastavile nekatere vlade, mladi raziskovalci, preko katerega je ogromno mladih našlo zaposlitev pri nas, lahko so se doizobrazili, lahko so končali študije in na koncu tudi kot naša bodočna inteligenca ostali v Sloveniji in nadaljevali svoje kariere. Tako da mi stremimo k temu, da bi takšne projekte oživili in da bi mladim dali večjo veljavo. Gospa Sluga, vi verjetno še nimate podmladka, vaša stranka, ne? Ne, podmladka še nimamo. Ampak zanima me, ali je v Sloveniji civilna družba v službi politike, ki ruši sedanjo desno oblast. Najprej glede podmladka. Nimamo formalno ustanovljenega podmladka, imamo pa ogromno število mladih članov, za katere verjamem, da se bodo zelo hitro organizirali tudi v podmladek. Če pogledate program Gibanja Svoboda, lahko ugotovite, da v 100 straneh programa je praktično v vseh poglavjih in na vseh področjih napisan tudi sodelovanje in dialog s civilno družbo. Imamo tudi na tem področju že kaj pokazati. Če samo izpostavim konkretni primer, popravki zakona o nalezljivih boleznih, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da ga je potrebno popraviti, so bili prinešeni in predstavljeni vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru, pa vendarle edino mi, nepovezani poslanci, za podporo Gibanja Svoboda smo se odločili, da ta zakon vzamemo in vložimo v proceduro. Nobena druga poslanska skupina. In to se mi zdi primeren način sodelovanja s civilno družbo. Vsekakor podpiramo tudi zakon, za katerega zbira podpise 8. marec in so naši člani svoje podpise tudi prispevali. To vidite kot legitimen boj. Kot nujen boj. Gremo naprej. Mojca Erjavec, tudi to vas sprašujem, kako vidite ta boj? Je ta instrumentaliziran samo s ciljem rušenja desne
trenutne vlade, ki je, ali je pravzaprav legitimen boj zaradi trenutne situacije, v katero nas je pripeljala ta vlada. Ja sem mislila, da boste tudi mene vprašali o izkušnjah v NGO-jih, kajti imam dolgoletne izkušnje v delovanju v mednarodni nevladni organizaciji. To ni zdaj vprašanje. Kjer sem se naučila spoštljivega dialoga verjamem, da in kdo si od pridobila drugih izkušnje. tudi. A ne? Ampak zanima me, v kakšni funkciji vidite v Sloveniji ta nevladni prostor? Upravlja svojo vlogo pozitivno ali negativno? Če poenostavim. Civilna družba niso samo nevladne organizacije, to so tudi gasilska društva, kulturna društva, športna društva, so nenazadnje občani. Gasilci bodo dobili 1500 evrov več na leto zaradi tega, ker se jim končno prizna dohodninska olajšava za njihovo požrtvovalno delo. Verjamemo, Občine da jim bodo vsi dobile podpiramo. zvišano povprečnino zaradi tega, ker se spoštuje občane in njihovo delovanje. Kulturna in športna društva pa bodo imela financirane številne projekte, da bodo lahko delovala. Gospod Goršek, prosim, tudi ponovno. Ja. So vam nekako prevzeli civilno-družbeniki vašo vlogo, še enkrat, če malo vas izzivam? Ne, jaz ne bi rekel, da so nam, bi pa sam poudaril, da pač nevladnike in civilno družbo je potrebno pač za vsako ceno zaščititi, ne, in mora se vzpostaviti neko vzdušje, kjer se politika boji civilne družbe, ne da se civilna družba boji politike, tako je to na Madžarskem, na Poljskem, pa v marsikateri drugi že skoraj delno avtoritarni državi. Bom pa spet jaz in bom samo spomnil, Janja, Mate Podmladek, vodi ga Lucija Tacer, reče se pa Svoboda mladi. Brez zamere, ampak pač... Vidim, da ste tu na tekočem, kaj pa nepovezani poslanci. Tako da bo slabe volje, ko bo gledala Ne tole. gre za to. Gre za to, da še niso aktivno začeli delovati na način, kot delujete vi kot Z nami so Podmladek. se že pogovarjali kot Podmladek. Očitno se je SD zelo zanimal o konkurenci. Absolutno. Pa so imeli tudi nepovezani poslanci svoj podmladek. Ga imamo še vedno. Malo šale. Gremo naprej s tem vprašanjem. Torej, civilna družba... Jaz mislim, da je civilna družba pokazatelj demokratičnosti neke družbe in mislim, da seveda morajo v vsaki demokratični državi obstajati in da naslavljajo družbena vprašanja, različna družbena vprašanja, ne samo politična vprašanja in se na nje tudi odzivati. Težava pa nastane, če se za ustanovitelji skrivajo kakšne politične stranke. Vemo, da je pri nas politično prizorišče precej vroče in takrat, ko prihaja pa do zlorab, pa je seveda problem. Načeloma pa absolutno mora obstajati v normalni demokratični družbi. Podstarović. Jaz bi se s kolegico popolnoma strinjal. Združevanje v demokratični družbi je svobodno. Tudi v prejšnjem sistemu je bilo. In civilna družba je bila tista v prejšnjem sistemu, ki je rušila sistem. Ne? In mora to vlogo odigrati. In ne pozabimo, tako da je bilo na srečo povedan sam na neke organizacije, mislimo druge, ki imajo malo politične konotacije, ampak pogledajmo športna društva, kaj športnikov je to vzgojil. Ljudi vzgaja v ciljno usmerjene zadeve in imamo vrhunske športnike, torej civilna družba deluje na veliko področji. In zdaj govoriti kaj proti civilni družbi se mi zdi skrajno neprimerno. Gremo naprej. Preganjati to. Ciljno celsko vprašanje, pa bomo danes pri vas začeli, ker ste rekli, da ste Celjan. Zdaj, torej pri tem vprašanju pri vas. V zadnjem času precej prahu dviguje ideja o visečem mostu v Celju. Zdaj me pa zanima, da ali ne, ste vi za to, pa imenujemo to atrakcija ali priložnost? Na našem koncu so hoteli nebotičnik postavljati v Kopru stolpnico, ne vem koliko višine, dubajskih stvari. Ne? To so pač neki, kar upade v oči, ni pa neki. Na drugi strani pa pozabljamo, Celje je bilo najmočnejše industrijsko mesto takoj po vojni. To bo moje naslednje vprašanje, ampak dajmo najprej okoli mosta se opredeli, da to razčistimo. Gospa Godec, ste za most ali ne? Jaz mislim, da morajo prej Celjani povedati, oni ga bojo gledali vsak dan. Ampak vi kandidirate v Celju, tudi od vas bi pričakovali. V Šentjurju, ampak danes ste... Jaz bi se ga mogoče želela v Šentjurju kot atrakcijo. Gospod Račičič. Ne, jaz nisem za to. Mislim, da tam, ker je predviden, bi zelo kazil tole dolino reke Savinje. Poleg tega pa včasih sva z županom Šrotom kot študenta cimprala, delala, plezala po teh cimprih in bi mu priporočal, da ne svoje energije morda v te mladostne spomine vloži, pa gre zidati te adrenalinske stvari zopet na tak način, ne pa z visečim mostom, tako kot je predviden. Kaj bomo s tem mostom?
Ja, tudi jaz mislim, da bi se dalo energijo, predvsem pa sredstva usmeriti na katere bolj pomembne stvari. Če samo omenim sanacijo Celjske kotline, tista, ki že čaka dolgo vrsto let. Ja, bomo še prišli, ampak o njej vi že dolgo govorite. Izgradnjo stanovanj in tako naprej. Jaz mislim, da bi se dalo ta denar bistveno bolj koristno uporabiti, kot pa za most. Ne, jaz mislim, da sem tle lahko zelo kratek. Ne, nisem za most. Gospa Erjavec. Jaz bom rekla, naj se odločijo tisti, ki ga bi uporabljali, vsekakor pa podpiram projekte, ki pripomorejo k razvoju turizma, dokler je financiranje pregledno in dokler se spoštujejo okoljske zahteve. Odgoršek. Jaz bi rekel, da ta moment je mogoče to čist prevelik strošek, glede na to, da res gradben material naraščajo cene in je pa res to, kar je rekla gospa Erjavec, da ne se odločijo o tej zadevi tisti, ki ga bojo gledali, se pravi, ne meščani o tem odločajo. Zdaj pa jaz odgovarjala kot bodoča poslanka. Glede na to, da takšne projekte predlaga lokalna skupnost oziroma tisti, ki so izvoljeni strani Celjanov, se pravi občina Celje oziroma mestni svet, in vkolikor se pač oni odločijo, ne predlaga, ja, ampak mestni svet potrjuje načrte občine in če se večina strinja, seveda, da pa ne morem jaz reči. Očitno je to tema, ki bo še kar Mislim, da ima Desus velike težave, meni je žal, da gospa ni z nami tukaj. Celo grafiti so se pojavili, mislim, da v mestu, o čemer je tudi naša novinarka Rozmari Petek poročala, Miki Miška z obrazi in določenimi sporočili. Torej, očitno je to kar zanimiva tema, ki buri duhove. No, zdaj bi imel pa eno, bolj bi rekel vsebinsko, tudi to je bilo vsebinsko vprašanje, ampak morda pomembnejše tudi proračunsko in kar se tiče vizije Celja, ne. Danes ste lahko prebrali v Večeru analizo naše novinarke, ki opozarja, kako Celje še kar vztraja na svojih starih problemih in celotna regija, torej pomanjkljiva prometna infrastruktura, pa še vedno ni zakona, ki bi rešil stara okoljska bremena, ki ga je gospa Sluga že večkrat opozarjala nanj. Potem Razvojna agencija je pripravila vrsto projektov za Celje, od pametna Savinjska, zelena Savinjska, povezana Savinjska, Savinjska za ljudi. In tu bi vas izzval, pa bomo zdaj začeli nekje na sredini, mogoče gospod Goršek, kar vi, kateri problem bi vi v Celju samem kot poslanec prioritetno reševali oziroma ga dali na prvo mesto? To je v bistvu zelo lahek odgovor, ker je to stanovanjska problematika. Zdaj, mi smo se sicer v Celju zelo dobro začeli spopadati s tem, tudi dejansko smo zgradili nova stanovanja, ampak še vedno ni to dovolj. Še vedno ni to dovolj, nam še vedno primanjkuje, lahko rečem, tudi 1000 stanovanj, po celotni Sloveniji vse skupaj 10 000 in mi moramo mladim, pa tudi tistim, ki si želijo ustvariti družino, omogočiti neko stanovanje, ki bo imelo normalno najemnino. In s to normalno najemnino lahko prihranijo potem nekaj denarja, da si kasneje lahko kupijo svojo lastniško stanovanje ali hišo. Potem so pa tukaj zaposlitve. Vsi moji kolegi v bistvu, ko zaključijo neko terciarno izobrazbo, iščejo prvo zaposlitev v Ljubljani ali Mariboru, nekje v večjem mestu, tudi na obalu se je že marsikdo preselil samo zato, ker je tam dobil lažjo zaposlitev. In tukaj treba pač nekako izpostavljati ta problem konstantno, dokler res ne bomo pač decentralizacijo tudi realizirali. Zdaj smo 10 let samo govorili o tem, vsaka stranka je vedno to izpostavljala, ni bilo izjeme, ampak dajmo zdaj to implementirati, ne. Poskušajmo neke večje podjetja, tako kot je Lidlov center v Žalcu, tudi mogoče pripeljati v Celje. Mi smo imeli dosti nekih zgrešenih investicij v Celju, ki bi lahko v bistvu nadomestile z nekimi podjetji, ki bi dodatno zaposlovali. Skratka, pomanjkanje stanovanj in delovnih mest za mlade, na to opozarjate. Je to torej tudi kritika lokalne oblasti, župana, Šrota? Ne, niti ni. V bistvu sam župan tudi ne more pripeljati tukaj novih delovnih mest. To mora biti sprega v bistvu z državno politiko, ne. On sam enostavno tega verjetno ne more narediti. Je pa problem tudi okolje, ker rabimo obvoznico. Vzhodna obvoznica je nujno potrebna, ker ta tovorni promet, ki prihaja iz juga, bo dobesedno ne samo uničil ceste, ampak uničuje zrak tudi. Gremo naprej, kar pri vaši sosedi. Ja, ravno to, kar je rekel kolega. Kaj je največji problem? Vzhodna obvoznica je tudi eden izmed prvih top projektov, ki bi jih lokalna skupnost rada v Celju izvedla, ampak je strošek 100 milijonov evrov.
Potem so seveda, če gledamo na splošno, še sanacija, kar se tiče zemljin. Vem, da je na načrtu tudi izgradnja pač naselja s pripadajočo infrastrukturo, vendar gre to kar za velike investicijske projekte, pri katerih bi seveda mogla pristopiti država. Če pa smo že govorili o decentralizaciji, absolutno na nivoju celotne države, da se vloži čim več denarja v razpršeno gospodarstvo, ne samo v večja mesta ali pa v Ljubljano, zato da se izognemo tudi tranzitu oziroma migraciji dnevni v službe in pa seveda, da mladi lahko ostanejo doma. Zdaj v Celju smo kar nekaj stanovanj se je zgradilo, cene so še vseeno dosti bolj ugodne kot v Ljubljani, potreba bo pa poskrbeti seveda za to, da si bodo mladi stanovanje lahko kupili, se pravi to, kar se sedaj pogovarjamo z državnimi jamstvi, s kakšnim javno-zasebnim partnerstvom ali pa s projekti, kot je trenutno ga ima župan Matej Jurc, kjer so odkupili zemljišča in jih komunalno odpremili in bodo mladim prodali po 20 evrov na kvadratni meter. Gospod Starović, kaj vi vidite kot prvi izziv Celja trenutno? Vrniti Celju močno gospodarstvo. Celje ima ljudi, ima staro tradicijo, ima tehnično kulturo, ima tudi infrastrukturo povezana s svetom, železnico, cestami, vse ima. Mal je problem, ker to že prerašča nekaj zadeve zatrpa, ampak ima tehnično kulturo, ima zemljišča, lahko pripelje, ima vso infrastrukturo potrebno, kako privabiti gospodarstvo, ker močno gospodarstvo je edino garancija za močno socialno državo. Ne moramo socialno državo držati na ta način, da si sposojamo denar v drugoti in da pol delimo. In zanimiv podatek je še tudi v naši današnji analizi Rozmari Petek, da Celje zaostaja po plačah in po dodani vrednosti 12% pod slovenskim povprečjem. Ali smo kaj naredili? Vi ste omenjali neke vizije za Celje. Mora imeti vizijo, mora iti. Mi smo brez banke ostali tu v Celju. Kdo zdaj skrbi? Na bankah imamo 25 milijard prešparnega denarja, ampak to so v glavnem tuje banke. In namesto, da bi mi smo dali pobudo, smo dali zakon za investicijski sklad za infrastrukturo državni, ker bi lahko ljudje dobili za vlaganje državne obveznice ali kakorkoli. Dal bi se narediti tudi sklad. Ta denar, ko ga imamo, mi nočemo imeti investicijskih skladov in prihajajo drugot investicijski skladi iz Madžarske in kupujejo naše stvari podjetja. To ne gre tako. Gremo naprej. Celje bi bilo treba odpreti za gospodarstvo, ker ima vse pogoje. Gospa Godec. Ja, določeni problem, ker Celjani bolj vejo, no, njihov pravč problem, ki je, ampak ja, to, ko je omenil stanovanja za mlade, jaz mislim, da bo veliko olajšanje to, da je bil včeraj sprejet zakon o sistemu, mislim, o stanovanjski jamstveni shemi, ki omogoča, da mladi ne plačujejo najemnine, ampak kupnino. In za ta kredit, ki ga je do višine 200 000 evrov lahko dobijo, jamči država, torej to bo bom rekla, olajšava za mlade. Kar se pa tiče decentralizacije, se strinjam definitivno in ta vlada je tudi recimo Urad za demografijo dala v Maribor, Urad za centralno evidenco cen medicinskih pripomočkov Kranj, torej vendarle se tu dogaja. Kar se pa tiče gospodarstva, ne, pa ste dejali, da imajo najnižje plače oziroma da poprečno najnižje plače v Celju. 12% pod povprečjem po dodani vrednosti. Bi bilo potrebno verjetno več vlagati oziroma večje projekte delati na področju visokotehnoloških delovnih mest, ne? Da se bi tudi tu, potem se poznajo seveda tudi više plače so in pa jaz mislim, da Celje ima to perspektivo na tem področju. Gospod Račičič. No, jaz čutim Celje kot predvsem mesto oziroma kraj, ki je izgubilo tisto svojo močno vlogo. Se pravi, menim, da je potrebno povečati to vlogo kot regionalnega središča. Regionalno središče, ker potem bi rešili vse te probleme. Če bi, mi že imamo pravzaprav v zakonodaji postavljeno, da bi lahko imeli regije in kot regijsko središče mislim, da bi ta pomembnost bila potem na vseh teh nivojih, kot so ceste, kot je turizem, kot je infrastruktura, kot je potem gospodarstvo in pa seveda stanovanja, ki so zraven dodana vrednost, to, kar ste omenili, nižje plače. Vse to bi zraslo, če bi regijsko središče raslo. Tako da vidim z državnega nivoja predvsem to, da se regijam enostavno da večji pomen in da na ta način bi tudi Celje lahko samo pridobilo na vseh področjih. Gospa Sluga. Ja, zagotovo je seveda prva sanacija zemljine.
Tu bi opozorila seveda, da je država zaradi odprte debate, zaradi vloženih zakonov začela sanirati vrtce, ampak da to ni dovolj, da je s tem potrebno seveda nadaljevati. Vzhodna obvoznica se že kar nekaj časa pogovarjamo, stanovanja enako, ampak tisto, kar ste opozorili, kar se meni zdi posebej pomembno, ne? Celotna infrastruktura Savinjske regije je slaba in je treba na njej delati. Posebej pomembno se mi zdi tudi to, da je to, kot je bilo izpostavljeno, ne, nižja povprečna plača, nižja produktivnost. Se pravi, mi imamo težavo z strukturo gospodarstva in tu lahko država pomaga, lahko pripelje se evropska sredstva, lahko se pripelje projekte, da se gospodarstvo prestrukturira. Če se gospodarstvo prestrukturira, bodo tu više plače, bo večje število delovnih mest in tako naprej. Ampak to vse, kar sem zdaj naštela, je seveda potrebno delati sočasno. Opozorila bi mogoče tudi to, samo v letošnjem letu se je na Zavodu za zaposlovanje v tej regiji prijavilo 1700 ljudi. Pomeni, da se nekaj dogaja. Pomeni, da je nujno odreagirati in nujno pomagati tudi temu gospodarstvu v tej regiji, da se pobere. Ja, jaz bi na prvo mesto zagotovo dal sanacijo Celjske kotline. Z okoljskimi temami imamo v Levici zelo veliko izkušenj. Konec koncev nam je ta teden uspelo prepovedati fracking po 5 zavrnitvah in mislim, da lahko isto naredimo tudi na tem področju. Znamo biti vztrajni in verjamem, da nam bo ratalo. Kako to, da ravno zdaj ob koncu mandata vse gre skozi? In fracking je šel skozi, pa pomoč študentom je zdaj šla skozi. Ne, ta zakoni stojijo v državnem zboru zato, ker jih drugi zakoni tudi ustavljajo, tako da potem pridejo pač na vrsto in fracking je že nekaj časa, kakor jaz vem, bil v... Ja, fracking je bil 5-krat zavrnjen, tokrat nam je ratalo, ampak tej nismo vladi ne odnehali. 5-krat zavrnjen. V tej vladi. V tej vladi 5-krat zavrnjen v državnem zboru. Ja. A res? To pa prvi slišim, da je bil en zakon 5-krat zavrnjen v 2 letih, pa zdaj sprejet. Gospa Erjavec, definitivno največji ne drži. izziv Celja. Želela bi si, da Celje postane resnično regijska prestolnica. Regije potrebujemo, ki morajo nadomestiti tako naloge upravnih enot kot države. Tako bodo lahko uspešneje konkurirale za evropska sredstva. Kar se tiče visokokakovostnih delovnih mest, res je. Dodana vrednost na zaposlenega je skoraj pol tolikšna kot tista v sosednji Avstriji. To moramo nadoknaditi. Kako? Tudi z evropskimi sredstvi, ki jih lahko vlagamo v veščine, kompetence, tehnologije in pa digitalizacijo. Delo nadaljavo bo omogočilo manj prometne obremenitve in več kakovostno preživetega delovnega in prostega časa. No, jaz sem zelo vesel, da ste danes uspeli ohraniti visok nivo dialoga, skratka ni bilo posebnih petard ali spotikanj, čeprav sem tudi, ko sem se pripravljal na naše soočenje, videl par tweetov, kjer ste tudi vi kdaj razburkali recimo tweetosfero. Tudi o vaši bralni znački se je precej pisalo, gospa Godec, ko ste tweetnili, pa gospod Goršek, vidim, da mu je gospa Sluga precej v zobeh tudi po tweetosferi. Celo gospod Starović se je oglasil na Twitterju v zvezi z rusko-ukrajinsko vojno in podprl Zmaga Jelinčiča. Zanimivo. Mogoče bi sklenil to soočenje počasi s kulturo dialoga. Mislim, da smo vsi ugotavljali v zadnjem obdobju, kako se v Sloveniji nekako prihaja do konfliktov, nepotrebnih konfliktov, tudi mogoče zaradi prehitrih prstov, da kdaj kdo prehitro kaj pove, stisne, kaj grobega zapiše in sem vesel, da ste sposobni v bistvu normalnega dialoga. Na koncu dajem vsakemu možnost, da v enem stavku še enkrat nagovori volivca, ampak res v enem stavku, zakaj je ravno on najboljši za izvolitev v Celju. Gospa Godec, povejte. Jaz kandidiram v volilnem okraju Šentjur. Ampak v celjski volilni enoti. Ampak moram povedati, za moje volivce je pomembno, da vedo, da kandidiram v Šentjurju in Dobju. Torej, to je moj volilni okraj. Ampak zakaj ste vi najboljša za ta okraj? Ja, nisem, sem sam povedala, popravila vas, ker ne kandidiram v Celju. V celjski volilni enoti sem hotel reči. V celjski volilni enoti, prvi volilni okraj Šentjur in Dobje, ker kandidiram z namenom, torej, da nadaljujemo s projekti, ki jih je začela ta vlada, ker dela dobro in verjamem, da naslednja 4 leta bo na lestvici
ambiciji svobode in pa gospodarske rasti in še česa drugega še više, kot je danes. In moje podvprašanje z vsemi, ki so danes tukaj, s vsemi opcijami ste se pripravljeni pogovarjati? Vedno smo se bili in vedno se bomo, tudi v sedanji koaliciji oziroma na začetku te vlade smo po sporazume oziroma pripravljenost na sodelovanje poslali vsem strankam, nekatere so se odzvale, nekatere pač ne. Gospod Račičič. No, jaz gojim visoke etične vrednote in stranka jih zagovarja, tako da verjamem, da s temi vrednotami lahko enostavno izboljšamo določeno stanje v Sloveniji. Hkrati pa se mi zdi, da dovolj dobro poznam tudi področje Celjske in Savinjske doline, da bi lahko z državnega mesta prispeval in da se vrne velik del napredka tudi v Celjsko kotlino. In z vsemi ste se pripravljeni pogovarjati? V naši stranki se z vsemi pogovarjamo, v principu se pa ne pogovarjamo z določenimi osebami, ki so enostavno v preteklosti dokazale, da nočejo delovati produktivno oziroma delujejo kontraproduktivno proti nekaterim stvarem, ki se nam zdijo logične. Gospa Sluga. Ja, jaz bi seveda želela ponovno kandidirati zato, da nadaljujem svoje delo, da nadaljujem to, kar sem pokazala, da imam posluh za ljudi, da lahko sodelujem z civilno družbo, tudi z lokalnega območja, da seveda se lotimo in končamo, kar je tudi obljuba naše stranke, sanacijo Celjske kotline in pa seveda, da uresničimo program Gibanja Svoboda, ki je zelo dober program in se nanaša na 3 stebre, to je zdravstvo, zeleni prehod. Vseh stebrov, mogoče samo... Nisem še, dovolite, da dokončam, ker tega danes še nisem povedala. Torej, zdravstvo, zeleni prehod in pa medgeneracijsko sodelovanje, ki pa kaže posebno skrb tako za mlade, kot tudi za starejše. In pogovarjali bi se z vsemi. Verjamemo, da bomo skupaj s koalicijo KUL dobili ustavno večino. Gospod Maljevac. Jaz se že celo svoje profesionalno življenje ukvarjam z manjšinami pa zapostavljenimi. Tako da glas zame je za te. Jaz se bom boril še naprej za manjšine, vse tiste, ki so zapostavljeni v družbi, tudi v Celju, tako da to je to. Drugače, kar se tiče pa pogovarjanja z drugimi. Bomo kdaj videli, da se Luka Mesec in Janez Janša sedeta za skupno mizo? Mislim, da ste že sedila, tudi na raznih soočenjih ste bila že skupaj. Govorimo o prihodnosti, o sodelovanju, če se boste pogovarjali, ali to verjetno ni odvisno od vas? Ne, mislim, da je jasno, da s KUL-om že sodelujemo in seveda tudi Svobodo. Gospa Mojca Erjavec. S svojim znanjem in izkušnjami sem pripomogla k temu, da se za okraj, kjer kandidiram, namenja 10 milijonov državnih in evropskih sredstev. Nova Slovenija je dokazala, da je usmerjena v rezultate in to želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Službe, stanovanja in solidarnost pa so moje prioritete. In v pogovoru z vsemi po volitvah, se pravi tudi z nasprotnim taborom, če bo treba. Mi smo že velikokrat dokazali, da se pogovarjamo in da znamo sodelovati z vsemi. Gospod Goršek. Jaz sicer ne bom zdaj odgovoril, zakaj sem jaz najboljša izbira, ampak bi rad samo pozval ljudi, naj grejo voliti za neko spremembo, za neko drugačno politiko. Odločijo se pa ne na podlagi vsebine strank, ne samo po temu zdaj, kdo je nov obraz. Naj bi bil nov obraz, kar se tiče pa sodelovanja, bom pa tako rekel, ne moramo se z vsemi pogovarjati, ampak zaradi vsebine spet. Ne zaradi nekih zamer, ampak ker enostavno z nekaterimi strankami se toliko razlikujemo, da pač bi si delo otvare, če bi rekel, da lahko z vsemi sodelujemo. Volite. Jaz mislim, da sem v življenju že nekaj naredila, pa tudi nekaj za Celje in mislim, da bi iz pozicije iz Ljubljane lahko naredila še več. Če pa govorimo o povezovanju, naše ime že povežimo Slovenijo, da bi radi povezali levi in desni pol in da bi radi sodelovali z vsemi. Mi pa ni blizu osebno to, da nekdo reče, da ne bo sodeloval z nekom, ker mu gre pač nek človek v neki stranki na živce, ker se moramo zavedati, da mi predstavljamo ljudstvo. In zakaj pride do vojen? Samo zato, ker se dva politika skregata, ne zaradi tega, ker vsi njihovi člani. In zaradi tega mislim, da je to totalno nesprejemljivo, če se ti greš državno politiko, moraš to prestopiti, stopiti v čevlje državnika in se pogovarjati z vsemi, brez osebnih zamer. Gospod Starović. Tako kot sem že poudaril, zagovarjanje gospodarstva, močnega gospodarstva, ker to zagotavlja tudi močno socialo, tudi stanovanja, tudi zdravstvo, tudi pokojnine. In zato mislim, da Celje je bilo na najmočnejšo industrijsko mesto, ponavljam,
po drugi vojni in smo ga zapravili, ampak ima veliko tradicije, tehničnega znanja, treba sam odpreti prostor za nove pobude. In nam manjka resno v tej družbi, če se gremo sistem, kakor se gremo, kapital je pomemben, je zavlagati in zbrati ta kapital v investicijske sklade in bomo imeli tudi domač kapital, ki bo razvijal zadevo. To je treba razvijati. In po 24. aprilu ste se v vaši stranki pripravljeni pogovarjati z vsemi? Glejte, parlament, demokracija predvideva, da smo različnega mnenja. Einstein je rekel, koliko opazovalcev, toliko resnic. Kdor se je pripravljen pogovarjati pa sprejemati neke usmeritve, jaz sem zmeren. Vejo tudi moji kolegi iz oddelka, z vsemi sem se zmeren probal najti nek zadevo, kompromis. V skupnih preiskovalnih komisijah, glede zdravstva. Tako, spoštovane kandidatke in kandidati. Glede Jelinčiča, kar sem se pa strinjal, pa bi rad sem povedal, kje si se strinjal. Mi niti lastnega neba ne krijemo, kaj šeli, da bi krili. Posebej ne bomo komentirali vaših tweetov, ker smo danes bolj konstruktivni, tako da hvala vsem, ker ste prišli na to soočenje. Vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, najlepša hvala za obisk in pa seveda vsem, ki ste nas spremljali po BKTV. Posnetek pa bo seveda na voljo tudi na naši spletni strani večer.com in BKTV že od danes naprej, povzetek pa tudi jutri v časniku Večer. Hvala in srečno.